No, začnimo. Čas za petek in Valentini metek, s Hano Faletič, brez Tilna Križnika, taka situacija, še vedno. Opa, Tilan koledar sem ti vrgla pa tle. Ko boš to gledal, vse je v redu z njim, ti pustim tam, kjer si ga imel. Dobrodošli v petek, ne vem sicer, kako vam ki pomenijo dnevi v tednu, te dni, ampak dejstvo je, da je petek in zato, ker je petek, imam jaz za vas eno super mega novico, ki se ji reče, da danes ob 8 zvečer online stand-up večer in zato, ker je petek, je gost na današnjem stand-up večeru Nejc Petek. Zgolj naključen. In ja, ful se veselim, da se danes malo zvečer nasmejimo, ker mislim, da malo manjka. Tako da vsi, ki si želite biti del našega stand-upa, so še vedno odprte prijave. Stand-up bo prek Zooma, tako da zbiramo tudi prijave in še imate nekaj časa, da se prijavite. Tako da na info@najmcimilceli.si in vam mi potem pošljemo link. To je danes za zaključek tedna v dobri luči. Ful se trese fotoaparat, ja. Ok, meni sem popravila fotoaparat. Upam, da bo boljš. Joj. Še udarila sem se. To je nimo dan. Ko smo rekli, po ponedeljku smo bili, nismo še prišli sploh od ponedeljka dalje. Ja, ponedeljek, 9. november, bomo naredili tretji dogodek v sklopu projekta EU. Sicer bomo tokrat govorili o demokraciji v Sloveniji in Evropski uniji. Tako da vse, ki bi radi rekli kako na to temo oziroma bili prisotni na tem online dogodku, online dogodku, se lahko prijavite na info@najmcimilceli.si. Debata bo potekala prek Zooma, tako da bomo na varni razdalji in bomo še vseeno malo podebatirali. To je ponedeljek, potem pa gremo v torek. Ja, malo še glam, sorry. Torek imamo pa našo MCC spletno učilnico, ki smo ta teden imeli prvič, zdaj pa nadaljujemo v tej smeri, v tem sklopu. In pa ta teden pa govorimo z Špelo Vehar, ki je prehranska svetovalka, o tem, kako zgraditi močno, odporno in zdravo telo, kar vsi potrebujemo v teh dneh in pač na splošno tudi. Tako da zelo zanimiva, zelo aktualna tema. Ob 5. spet zbiramo predhodne prijave, ker bo predavanje potekalo prek Zooma, brezplačno. Ja, no, skratka, to je MCC spletna učilnica. Potem pa je potem naša aktualna minuta za šport, kak video, tako v ponedeljek pa kak video na temo MCC uči, na poučne vsebine. In potem smo že v četrtku, pri četrtku smo. Ful mi danes ne gre, ne? Pri četrtku smo in sicer vremenska napoved za prihodnost Evrope. To zdaj ne pomeni, da bomo napovedali ali bo dežvala ali bo sonček, ampak bo debata potekala, se pravi, tudi preko Zooma, zato so tudi pomembne predhodne prijave. Ki je narejen z namenom ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah in pač njihovem pomenu. Zanimivi gosti bojo tudi prisotni, če jih par naštejem, torej Boštjan Videmšek, Bojan Stojanovič, Darja Piciga, skratka zanimiva aktualna tema o podnebju in če se hočete udeležiti, se lahko prijavite na naš mail in boste dobili link do Zooma. In potem pa smo pri petku. In sicer nas čaka nov podcast. Tale teden smo imeli malo premora, ker imamo stand-up, naslednji teden se pa vračamo s podcastom in sicer bo naslednji petek z nami Jernej Kruder, športnik, plezalec, tako da se že veselim naslednjega petka, da slišimo njegovo zgodbo. To je to za ta teden oziroma za naslednji teden. Naj vas še povabim na naš MCC-ov glasbeni natečaj, ki poteka do 18.11. Tako da vabim vse glasbene skupine, glasbenike, ki si želite priložnost, da se pokažete širši publiki, da poiščete na našem Facebooku dogodek MCC-ov glasbeni natečaj, Stream Špil in mogoče dobite možnost, da boste vi naslednji gost na našem Stream Špil koncertu.
tako da več informacij najdete pa na Facebooku. Tako da prijavite se vsi glasbeniki, vsi glasbene skupine, da vas imamo možnost videti na našem spletnem odru. Tako da to je to za ta teden, lepo se imejte, uživite in nič, se vidimo, ostanite zdravi, se vidimo, slišimo kmalu.